Šeško gol, golov ni dovolj. Dobro. Zdravo. Zdravo, ja. Dan D. Tako. Zdaj se že ponavljamo, ampak Ja. res je še ena pomembna tekma za slovensko nogometno reprezentanco je pred nami danes ob 21. v Kölnu proti Angliji. Tako. Zdaj je že jasno, točka zagotovo pelje Slovenijo v osmino finala. Zmaga tako ali tako, tiste računice v porazu pa naj ostanejo za kdaj drugič. Ja, še tudi ta scenarij bi lahko bil dober za Slovenijo, ampak ja, pustimo to ob strani. Javljamo se tokrat z vlaka. Ja, potovalni načrt je bil malo drugačen, ampak potem se je pa zgodilo Tole, ja. Nič ne de, mi da z Markotom sva na poti proti Kölnu in na srečo vse v redu, da pomirimo. Ne? Tako da, ni bila kakšna nesreča na cesti. Več o tem boste lahko prebrali v jutrišnjem delu Eurogola, torej naših dnevniških zapiskov. Ki so postali dnevniški zapiski o prometnih težavah. Tako, avtomobilizmu. Ja. Ampak ja, zdaj smo tukaj zaradi fuzbala. Dajmo se posvetiti nogometu. Ker je to podcast o igriščih, selektorjih, trenerjih, športnih direktorjih. To je nogometni podcast Euro Polcajt. Ja, kar dramatičen je bil sinočni večer. Mi smo gledali zaključek tekme med Hrvaško in Italijo, ki je znova prinesla to neko tradicijo tega evropskega prvenstva, da je bila odločena v zadnji minuti tekme. Ne vem, zakaj sploh igramo, ta nogomet 90 plus minut. Ja, bila se v sodniku in podaljšku vse skupaj začelo. Tako in končalo. Ampak ja, za razliko od prejšnjih rezultatov je tokrat ta gol Italije v samem zaključku tekme šel v Sloveniji na roko in kot si že povedal v uvodu, le točka, velika točka bi Sloveniji prinesla prvo napredovanje v izločilne dele evropskega prvenstva. Ja, v bistvu je tako, da celo poraz, če bi bil manj kot z 2 goloma razlike in da Slovenija ostane na 3. mestu v skupini, torej da nas Srbija ne prehiti, bi pomenil, da bi bili na lestvici tistih 3. uvrščenih reprezentanc že pred Hrvaško, bi pa seveda potem se na zadnji dan skupinskega dela še moglo vse dobro izid za Slovenijo tam med Gruzijo in pa Češko. Hrvati še vedno imajo nekaj možnosti, ampak če sem prav verjel, mislim, da so takšne možnosti 2%, naše bi bile pa v porazu približno podobno, tako da dajmo raje razmišljati o točki in o zmagi. Vse poti vodijo do posebne ponudbe za nove stranke banke. Sklenite paket komplet do konca julija in prejmite 9 mesecev brezplačnega vodenja. Nova KBM, članica skupine OTP. Ja, če se bova kaj zmedla, vmes se opravičujemo, ker pestro je na tem vlaku proti Kölnu iz Wuppertala. Nisva navajena, do zdaj smo se javljala večinoma iz bolj mirnih okolij, tokrat malo drugače, ampak nekako zadali smo si cilj, da se javimo vsak dan evropskega prvenstva v času skupinskega dela in to bomo skušali izpeljati tudi jutri, ko bomo pa že vedeli, kaj se je zgodilo na tekmi z Anglijo in kakšen scenarij je potreben za to, da Slovenija napreduje in nadaljuje z evropskim nogometnim prvenstvom. Včeraj si bil, Marko, na stadionu, bil na tiskovni konferenci selektorja Matjaža Keka, pravi, da gre za tekmo generacije. Ja, da je to največji izziv te generacije, ampak je prepričan, da bo pa takih izzivov še polno. Zelo spoštljivo je govoril o Angležih, da so to prvi favoriti ne samo te skupine, ampak eni od favoritov tudi za končni naslov. Malo je že bil nevoljen, ker so ga Angleži bolj ali manj spraševali samo o Benjaminu Šešku, tako da je že potem rekel, pa dobro, kaj je to zdaj, se pogovarjamo o tekmi med Slovenijo in Anglijo ali zgolj o enem igralcu. Jaz sem ga vprašal, če on kaj preračunava te scenarije, pa je rekel, da bi bilo čudno, da če vsi ostali ne bi preračunavali, da bi on preračunaval, da je preračunavala tista teta, ki jih je vodila do stadiona. Ja. Tako da je pa seveda potem rekel, da so večer prej z enim očesom ali pa vsaj z enim ušesom
spremljali, kaj se je dogajalo med Škotsko in Madžarsko, tako da je malo bolj jasnih izhodišč, ampak je prepričan, da Slovenija lahko iztrži tudi dober rezultat proti Angliji, kar je nenazadnje že dokazovala na tem evropskem prvenstvu. Dvakrat ni bila v vlogi favorita, pa igrišče ni zapustila poražena. Proti Angliji Slovenija še ni zmagala, se je pa znala že dobro upirati angleški izbrani vrsti. Ja, če sem zdaj prav preštel, bo to 7. medsebojna tekma. Anglija ima 5 zmag, enkrat se je pa končalo z 0-0 v Stožicah, takrat še pod komando Srečka Katanca, in tista tekmo bi Slovenija skoraj da morala dobiti, če ne bi bilo v vratih Anglije zelo razpoloženega Joeja Harta, vratarja, ki je res obranil nemogoče. Pa ga potem Gareth Southgate ni poklical za svetovno prvenstvo v Rusiji takrat, ampak ga je v Rusiji omenil, ko so šli Angleži vse do polfinala, se mi zdi, ne, da ne bi bili tu, če ne bi bilo Joea Harta v Ljubljani, ki jih je reševal. Ja. Navijaš? Navijam! Pripravi se za vroče športno poletje z nogometno navijaško kolekcijo. To je tvoja igra. Intersport. Včeraj smo bili tudi na ostalih koncih mesta, ne le na stadionu. Družijo se Slovenci v navijaški coni, ki jim je namenjena ob reki Ren. Včeraj jih še ni bilo veliko v mestu, oziroma tudi če jih je bilo veliko, bilo jih je veliko manj, kot je te dni tukaj Angležev. Ti seveda negodujejo nad slabimi igrami njihove reprezentance. Na Slovenijo se pa nekako ne ozirajo, saj tisti, s katerimi sem jaz govoril o slovenski izbrani vrsti, nimajo izdelane neke ideje, misli, ves čas pač razmišljajo le o sebi, o svoji reprezentanci. Naredili smo tudi anketo, koga poznajo slovenskih reprezentantov, pa jih ne, ali pa pač, ko jih spomniš na kakšno ime, ne povežejo teh igralcev, recimo Jana Oblaka pa Benjamina Šeška z Slovenijo. Tako da lepo bi bilo utišati Otočane danes na stadionu v Kölnu, ker je pač vseeno Köln tudi eno tako slovensko športno mesto. Včeraj so se na slovenskem večeru v čokoladnici oziroma čokoladnem muzeju na reki Ren družili v organizaciji slovenskega veleposlaništva v Nemčiji, Turistične zveze slovenske in pa nogometne zveze nekdanja nogometaša in številni drugi Slovenci. Govorimo seveda o Mišu Brečku in Dominiku Marohu, oba sta bila nekdanja kapetana Kölna in oba dva tudi nekdanja slovenska reprezentanta, sicer z zelo različnima etiketama, če lahko tako rečemo. Mišo Brečko je bil eden izmed glavnih igralcev v tisti prejšnji Kekovi uspešni vrsti, Dominik Maroh mislim, da 7 nastopi, ampak vseeno sta v Kölnu pa pustila velik pečat, tako kot tudi Milivoje Novaković na slovenski večer ni mogel, ker je imel druge obveznosti, ne zdaj je pomočnik trenerja oziroma tehnični vodja te reprezentance, veliko časa preživljal z nogometaši. Sem pa jaz poznal verjetno največjega navijača Milivoja Novakovića v Kölnu. Naj še zdaj malo stane skrivnost, verjetno ga tudi vi poznate, ali pa ste ga vsaj slišali kdaj? Slišali, pa pred verjetno tudi videli. 15 leti. Več o tem bomo razkrili v Večeru v nedeljo, ker se pripravlja ena taka reportaža o slovensko-nemških povezavah tukaj ob reki Ren. Kaj lahko samo namignemo? Nova gol, napolni mrežo vsem okol. Pa še je nova gol, golov ni nikoli dovolj. Številka 1 v prezračevanju. Popuste smo povišali vse do 60%. Največ prezračevanje za vaš denar. Ajvent. V katerem narečju, gre za Nemca, v katerem narečju je to on pel? Nisem prepričan, ampak zdaj vem, da mu je pa besedilo prevedel Štajerec, tako da moče je. Okay. Ja, zdaj v bistvu zgodbe se nabirajo same, od teh dnevnikov povezanih z avtomobili do navijaških zgodb, do seveda vseh analiz in poročil, ki jih pripravimo tekom tekem. Marko, napovedujemo v Večeru rezultate. Tokrat bomo napovedovali navijaško ali boš izbral raje kakšen drugačen napoved za obračun med Slovenijo in Anglijo?
pa ne bo čisto na navijaškem, ampak glede na to, kaj je Slovenija na tem evropskem prvenstvu že pokazala, da se lahko kosa za vsakimi, da je ne nazadnje za njo uspešne kvalifikacije, tista prijateljska tekma proti Portugalski, pa tudi, da predvsem v tistem napadalnem delu moštva še nismo videli izkoriščenih vseh potencialov, četem selektorja Matjaža Keka, jaz napovedujem remi. Remi z goli ali brez? Z goli. Z goli, z goli, ker je boljše tudi, recimo vlovo na drugo mesto je boljše, da kakšen gol več daš, pa če bi Danska proti Srbiji remizirala, jo prehitimo in potem ne rabimo čakati na kako se bo zdaj razpletalo druge. Ne? In bomo tudi vedeli, kdo bo tekmec, kje se bo igralo, tako da dajmo tako. Zdaj, glede na to tvojo napoved, pričakujem, da si bomo pol začer peli Šeško gol. Ja. Ampak glej, potem pa kaj veš, kaj nas čaka do 14. julija, ne? Ker je ena reprezentanca, ki je samo z remi prišla iz skupine, je potem kar velike stvari dosegla, 2 prvenstva nazaj. Mi moramo Vinograd špricati. Ne, sej ne. Gremo še v zadnji del. Zdaj smo tako navajeni te vožnje, da se lahko skoči pošpricati 2 roge pa nazaj. V zaključku vas seveda vedno povabimo na našo spletno stran, na večer.com in seveda k branju tiskane izdaje Večera ter k spremljanju vseh kanalov Večera na družbenih omrežjih. Danes lahko od nas pričakujete navijaško reportažo. Gremo na Tanzbrunnen, upam, da sem prav izrekel, ker sem 50krat že napisal to ime tega parka ob Renu, kjer se bodo družili slovenski navijači ob 15:30, tam koncert Siddharte. Na Kirchburgerstraße, tudi upam, da je prav izrečeno. Vse pravilne informacije so že na Večerovi spletni strani, tako da lahko double check naredite tam. Torej ob 17:30 tam zbor slovenskih navijačev, ki ob 18. uri družno krenejo proti približno pol ure hoje oddaljenemu stadionu. Tekma se pa začne ob 21. Tako kar lepi prizori se znova obetajo. Že pred tekmo bo dosti vsebin na Večerovi spletni strani, med njo in pa predvsem pod njej pa še dosti več. Tako da spremljate Večer, pa zdaj si lahko to privoščimo, navijate za Slovenijo. Ne? Ja, srečno Slovenija, na praznik. Ne? Tako in ja, seveda. Srečno Slovenija. Vse najboljše tudi Slovenija. Vse najboljše.